Bele liberalne ženske so iskreno svoje največje sovražnice v tem trenutku. Se ta neumna videoposnetek postaja viralen. Mislim, ta bela ženska ima vprašanje za nas. V tem videu, če ne vidite, piše: je to moj znak, da se spreobrnem? Medtem ko poslušam zvoki davljenja v ozadju. In fantje, mislim, da vsi vemo, da to ni njen znak. Ji bo kdo povedal? Ker postaja zelo čustvena. Včasih resnično ne morem verjeti svojim očem ali ušesom. Preprosto ne morem verjeti, da ti videoposnetki res obstajajo. Da so ljudje še vedno tako neumni, da poslušajo zvoke moškega, ki se duši v mikrofon in mislijo, da je to znak, da se morajo pridružiti religiji, ki jim ne želi nič dobrega. Prav nič dobrega. In mislim, da je zdaj na spletu kup teh žensk, ki pa ne poslušajo muslimank. Ne poslušajo žensk, ki so dejansko izkusile, kaj pomeni biti del tega političnega gibanja. In če bi jih vsaj poslušale, zato sem tudi naredila ta video, da jih lahko izobrazimo o tem, kaj se v resnici dogaja. Ampak ko rečem njih, mislim, tukaj je še ena od teh bedakin. Naš Gospod nam v tem Koranu pravi, če bi le lahko videli krivičnike na sodni dan, kako kažejo drug na drugega in si med seboj očitajo, ker niso verjeli. Prosim, ljudje, odprite oči. O moj bog. O moj bog. Allah je poslal samega sebe. Poslal nam je vodnika, poslal je resnico, poslal je vse znake. Mojzes je razdelil morje. Kaj še potrebuješ, da bi verjel? Kaj še potrebuješ, da bi verjel? Te solze so neuporabne. Tako nepomembni smo v tem svetu. Moj majhen tega ne more dojeti. Tvoj majhen ne more ničesar dojeti, ker si tam zunaj in jokaš. Sploh ne vem, ali so to krokodilje solze, dramatične solze ali sramotne solze. Lahko zbereš katerokoli od teh treh, ampak jokaš tam zunaj in poskušaš prepričati ljudi, naj se pridružijo veri, ki to počne ženskam. In iskreno, to me res, res osupne. Mislim, samo poglejte to dekle, prav? Jasno je, veste, kateri veri pripada. Poglejte to. In razlog, zakaj bom to delila, je zato, ker, veš kaj? Imam enega tistih dni, ko mi je res, res težko ostati v islamu. In razlog, zakaj bom to delila, je ta, da za takšne ljudi ustvarjam vsebino. Ustvarjam vsebino za dekleta, ki se trudijo ostati v islamu, ki jih od islama odrivajo ti mizogini, moški in ženske, ki vero naredijo tako težko za ženske. Ne, vera ni tako težka za ženske. Čudovita je. Samo vprašajte kateregakoli belega liberalca, ki me posluša. Samo vprašajte kateregakoli od njih. Povem vam, res so navdihnjeni. Res je navdihujoče. Ki želijo izriniti vsakogar, ki misli drugače kot oni. Ki želijo uporabiti vero kot orožje, da bi nam škodovali, nas utišali, nas ustavili, da ne bi govorile o svojih izkušnjah. Za te ljudi ustvarjam vsebine. In veste, včasih se počutim kot hinavka, ko vam vedno govorim, dekleta, ločite to, kar te ljudje počnejo. Ne dovolite jim, da vas prepričajo, da je to islam. To ni islam, to je njihova različica. Ker gre res predaleč. Res gre predaleč. In veš, kaj me je danes res vrglo iz tira? Preden izvemo, kaj jo je vrglo iz tira, želim, da se zavedate, kako neverjetno pogumno je to. Nisem kot tisti beli liberalci, ki so zaostali in jokajo pred kamero, ter govorijo, tako sem navdihnjena, pridružite se vsi tej stvari. Ta ženska dejansko tvega svoje življenje, ker je zelo slavna in predstavlja islam, zdaj pa javno pove, da ima s tem težavo. Ali veste, kaj islam običajno naredi ženskam, kot je ona? Ali veste, kaj islam naredi, ko ljudje poskušajo izpostaviti njegove težave? Ni dobro. Ona je dejansko pogumna.
Ne tiste solze, v tem ni poguma, samo neumnost. Ampak ta ženska ima morda res glavo na pravem mestu. Ta grozen občutek, ko si tako popolnoma razčlovečen. Muslimanska skupnost me je tako razčlovečila. Orpali so me moje človečnosti, da se lahko počutijo upravičene, da mi naredijo karkoli. Srce se para. Muslimanska skupnost mi je od septembra, v manj kot enem letu, naredila najbolj grozljive preklete stvari. Obrekovali so me, ustrahovali so me, objavili so moje osebne podatke, vdrli so v moj prekleti dom. Zaradi njih se počutim ogroženo. Rekli so mi, naj si vzamem življenje. Molili so in molili, da umrem, da me posilijo, da poškodujejo mojega otroka, da mi vzamejo otroka. Posmehovali so se mi, ustvarili so umetno inteligenco. Naredili so njeno AI pornografijo. Prav? To je realnost žensk, ki živijo pod islamizacijo. Medtem pa sta tu ti dve bedakini, ki postajata viralni zaradi svoje globoko navdihnjene povezanosti. Oprosti. Kaj si tukaj zamudila? Si zamudila otroke? Mislim, si zamudila te videoposnetke? Veš, res jih je lahko gledati. Mlade 13-letne deklice, ki jih prisilijo v poroko. So to ti videoposnetki, ki te navdihujejo, da jokaš na spletu in ljudem pripoveduješ, da si spoznala resnico? Nisem prekinila svojega študija. Kaj me najbolj moti? Nisem dokončala svojega študija. 13-letno dekle ni moglo dokončati šolanja, ker so jo poročili z 29-letnikom. Ja? Kaj ne povem ljudem, da vedo za krvavitve vseh let? Pravi, da je najtežje pri tej starosti biti poročena. Mislim, katera 13-letna deklica bi morala biti poročena z 29-letnikom? Seveda nas video s krokodilimi solzami na to ne spomni. In zdaj jo bo intervjuvalec vprašal, zakaj očetu ni rekla ne. In ona reče, ker ni vedela, da je zakon takšen. Sprva sem bila srečna. Mislila sem, da je to normalno, ker ima 13 let. 13-letniki ne bi smeli imeti pojma, kaj zakon pomeni, in zagotovo ne bi smeli biti poročeni z 29-letnikom. In kaj je rekel tvoj oče? Rekel je, to je tvoj mož in poslušati moraš njega, ter svoje tašče in tasta. In tako ni mogla reči ne. Si lahko oblekla belo obleko. 13-letnica v beli obleki. In vprašajo, ali je bila srečna na svoj poročni dan. In ona reče, ja, ampak bila je prestrašena. Seveda je bila prestrašena. 13-letnica bi se morala oblačiti kot nevesta, ne pa dejansko postati nevesta. Bila je prestrašena. Rekla sem, stara sem 16 let in se poročam. Česa si se bala pri 13 letih? Poroke. Pri 13? Bala sem se. Poroke. In ali si imela kakšno predstavo, kaj se zgodi med možem in ženo po poroki? Gospa me je naučila. Učiteljica je povedala. Kateri razred? 6. razred je. Naučila sem se o živalih, ki se združijo, da imajo mladiče. V 6. razredu se je naučila o živalih, ki se združijo in tako imajo mladiče od svoje učiteljice. Zdaj ve, kaj pomeni poroka. Ja. Sami dva. Ni nam treba gledati več tega videa, ker nam je vsem slabo. Hočem bruhati ob dejstvu, da se ta 13-letnica poroča. In vendar, še vedno, nekako, so tukaj te ženske. Ljubimo drug drugega. In imaš to noro psihopatko. To, da glej, krivičniki se bodo na sodni dan samo obtoževali in kazali drug na drugega, ker niso verjeli. Islam je religija miru. Ja. Če mir pomeni, da se 29-letniki poročajo s 13-letnicami, je to res izjemno mirno. Imamo še veliko dela. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.